Že je tukaj Valentin, ura je 3:30. Danes bom govoril o potrpežljivosti glede sprememb oziroma nepotrpežljivosti. Nekaj v zvezi s tem sem tudi že povedal v mojem bivšem videoposnetku z naslovom Pasti aktivizma za boljši svet. Zato vas vabim, da si tudi tisti posnetek pogledate. Tokrat pa še nekaj dodatnih besed v zvezi z nepotrpežljivostjo. Na tem svetu so stvari zgrajene iz snovi, iz materije. Smo v materialnih telesih iz snovi in snov ima svojo lastno hitrost gibanja in premikanja. Poleg tega, da imamo fizična telesa, pa imamo tudi oziroma umsko-zavestni sistem. To je energetski sistem, ki deluje na osnovi energije, ki se proizvede iz materije, iz fizičnega telesa na osnovi trenja oziroma konflikta. In ta energija ima zelo veliko hitrost, zato ker deluje na osnovi kvantne hitrosti in karkoli si predstavljamo v našem lastnem se lahko v tej naši domišljiji takoj uresniči. Nekaj si torej zamislimo in potem takoj ta predmet lahko pride v našo domišljijo v obliki slike, v obliki neke podobe, konstrukcije. Je torej izjemno velika razlika med delovanjem in med delovanjem tega fizičnega sveta. Vprašanje je torej, kako vse to skupaj uskladiti, oziroma kako živeti tukaj na tem svetu usklajen z fizično realnostjo, z fizično hitrostjo, namesto da bi dopustili, da nas vodi in da ustvarja hipne čustvene zadovoljitve. Vse trpljenje, uničevanje na tem svetu izhaja iz tega dejstva, da dopušča človek, da nas vodi da sledimo nekim idejam, mislim, idealom, občutkom, ki so vse energetske narave. In energija se proizvede, se pojavi, dobimo neko misel, dobimo nek občutek in potem izgine. In če postanemo odvisni od tega, da stalno nekaj razmišljamo ali da potrebujemo neke občutke ali čustva, potem stalno delujemo na osnovi tega, da ustvarjamo na tem svetu konflikte, trenje, da se ta energija čustev, občutkov in misli proizvede. Posledično pa se seveda uničuje fizični svet. In potem tudi, ko želimo nekaj narediti, nekaj praktičnega, še posebej glede sprememb v svojem življenju ali da bi izboljšali razmere na tem svetu, lahko vidimo, da zaradi določenih fizikalnih zakonov in človeških zakonov, torej zakonodaje, pravil, predpisov, ne moremo stvari narediti tako hitro, kot bi si želeli, oziroma kot se te stvari lahko uresničijo v naši umski domišljiji.
Potrebno je veliko potrpežljivosti, nekako posejati seme, potem pa potrpežljivo to seme zalivati, gnojiti in čakati, da zraste na osnovi svoje fizikalne hitrosti razvoja. Vsako seme ima določeno inkubacijsko dobo, rastno dobo in tega ne moremo kaj dosti prehiteti. Potrebno se je sprijazniti, da za določene stvari potrebujemo določen čas, da se realizirajo. Zato je pomembno, da smo razumevajoči do tega dejstva in da ostajamo ob tem spoznanju notranje čustveno stabilni. Glede tega nam pomaga orodje pozornosti na lastno dihanje, ker za pozornostjo na dihanje sidramo naše zavedanje v tem fizičnem telesu, v tej materiji. Na ta način postanemo notranje čustveno stabilni in umirjeni. Posledično tudi potrpežljivi. Če pa dopustimo, da razmišljamo, da čustveno reagiramo, pa seveda postanemo nemirni in potem tudi ta svoj nemir običajno projiciramo navzven, na druge ljudi, na druge stvari, začnemo ljudi in dejstva kritizirati, valiti krivdo za naše lastne občutke in s tem slepimo samega sebe ter povzročamo trpljenje v odnosu do drugih ljudi. Ključno je torej, da se čim bolj zavedamo svojega dihanja in da tudi dodatno odstranjujemo iz svojega uma vse misli, ki povzročajo konflikt v naši notranjosti. Kajti v svojem življenju smo sprejeli kopico nerealnih, lažnih prepričanj, idealov, verovanj, ki niso usklajene z univerzalno materialno realnostjo na tem svetu. Niso usklajene z univerzalnimi, večnimi zakoni tega fizičnega sveta. Zato je pomembno, da ta prepričanja ozaveščamo in jih odpuščamo iz sebe. Kajti, ko neko prepričanje pride od zunaj, od nekoga drugega, od nekega medija v nas in ga to sprejmemo v sebe, postane del nas in je v nas toliko časa, dokler to prepričanje ne odstranimo iz sebe z uporabo samoodpuščanja. Kot pomoč pri tem procesu vam priporočam uporabo brezplačnega uvodnega spletnega tečaja, ki se imenuje Deep Light. Povezavo do njega pa najdete v opisu tega videoposnetka. Vabim vas torej, da postanete potrpežljiva oseba, ki razume, kako ta svet deluje, še posebej pa, da vsi skupaj delujemo na ta način, da upoštevamo drug drugega, da se zavedamo, da se vsi delimo ta svet, ki je omejen, ki ima omejeno fizično dimenzijo, omejene naravne vire in zato si jih moramo odgovorno in enakovredno deliti med seboj, če želimo, da vsi bivamo tukaj v harmoniji, v izobilju in da v maksimalni meri uresničimo vse svoje življenjske potenciale. Hvala za posluh in nasvidenje.